Za Jordanijo. Jordanija je danes zgodaj zjutraj sestrelila 8 iranskih raket, ki so bile usmerjene proti kraljestvu. In to se dogaja, medtem ko imajo ZDA napete spopade in izvajajo napade na cilje v Iranu, vključno s streljanjem na ladjo, za katero so obtožene, da je poskušala prebiti njihovo pomorsko blokado Irana. Jordanija, tako kot druge arabske države, ki jih je Islamska republika napadla z raketami, gosti več ameriških vojaških baz. In ZDA tam ohranjajo pomembno prisotnost. Toda 8 raket zagotovo ni šala. In za razliko od nekaterih zalivskih držav, ki jih je Iran napadel, ima Jordanija precej močno lastno vojsko. No, Bashar Džarar je jordansko-ameriški politični analitik in medijski svetovalec. Zdaj se nam pridružuje. Bashar, zakaj Iran v tem krogu tako intenzivno cilja na Jordanijo, bi lahko rekli? To je zaradi njihovega obupa. Verjamem, Nataša, da se vsi spomnijo, kako lahko iranski režim poskuša prodajati svojo propagando svojemu občinstvu in svojim posredniškim silam v regiji. Pravijo, da se ne morejo upreti, pa se upirajo in se soočajo z nekakšnim velikim neuspehom. Ker poskušajo pošiljati drone in rakete, da bi prodrli ne samo v jordanski zračni prostor, v zračni prostor oziroma v suverenost Jordanije, ampak poskušajo prodreti tudi v jordansko družbo, ustvariti takšno delitev, za katero mislijo, da bo imela več podpornikov. In večkrat so spodleteli. To poskušajo že desetletja. Da bi prodrli v jordansko družbo s pripovedmi o osvoboditvi Palestine, Palestini in vojski Al-Quds ter z vso to propagando. In ni delovalo. Večkrat so spodleteli. In zdaj poskušajo z stopnjevanjem reakcije, ki bo privedla do množične vpletenosti. In mislim, da se to ne bo zgodilo, ker so vsi seznanjeni s tem, kaj Iran poskuša doseči. In vse arabske države, vsi zavezniki se na takšen ali drugačen način usklajujejo, da bi se spopadli s tovrstno ponavljajočo se agresivnostjo Irana. Ne da bi jim dali kakršnokoli vojaško prednost, da bi lahko spremenili pravila spopadov, kar je vsem stranem zelo jasno. Jordanija je sestrelila iranske rakete, oprostite, večkrat do zdaj, vendar se dejansko ne bori proti Iranu. Ni del ameriške vojaške kampanje. Zgodovinsko gledano se je skušala izogibati regionalnim konfliktom. Zakaj mislite, da jo Iran še naprej napada? Veste, in zanima me, kaj mislite, da bo Jordanija zdaj storila kot odgovor na ta zadnji val napadov? No, potrpežljivost ima svoje meje. In verjamem, da je to jordansko vodstvo večkrat jasno povedalo ob različnih priložnostih. Prav tako tudi arabske države, ki so pogosta tarča Irancev, kot na primer Kuvajt, Bahrajn in Jordanija, kjer se v zadnjem času spreminja način, kako se te zgodbe predstavljajo občinstvu. In vidimo lahko, da je bolj očitno, da ima to potrpljenje svojo mejo in to bi lahko bil nekakšen odziv. Zdaj je obrambi uspelo sestreliti vse te rakete, ki so bile usmerjene proti Jordaniji. Poskušali so povedati, da so te vrste raket ali dronov usmerjene proti Izraelu. In Jordanija, kadarkoli prestrežejo te izstrelke, to pomeni, da je del tega vojaškega spopada. Toda očitno vsi ti incidenti kažejo nasprotno. Ciljate Jordanijo in ciljate civilne cilje v Jordaniji, Kuvajtu in Bahrajnu. Potem je treba nekaj storiti. In menim, da so politične izjave sicer podane, vendar nihče ne more izključiti določene vrste odziva v nekem trenutku. To bo zagotovo velika odločitev. In to bi se lahko sprejelo enostransko ali kolektivno. Počakali bomo in videli, kaj se bo zgodilo. Bashar, kaj si jordanska javnost misli o teh napadih iz Irana? Ali obstaja kakšen pritisk javnosti na jordansko vlado, naj odgovori? To sem že namignil v prejšnjih vprašanjih, vendar lahko jasno povem, da je javnost vedno bolj enotna v zavračanju tega, kar Iran poskuša prodati. Iran trdi, da je ta vojna med Iranom in drugimi stranmi,
torej Izraelom in Ameriko, kar pa sploh ni res. Iran zdaj nedvoumno pravi, da je Hormuška ožina cilj. Želijo jo nadzorovati. Želijo nadzorovati to območje. Zdaj pa grozijo s Hutiji, ki zdaj znova napadajo Savdsko Arabijo. Torej je jordanska javnost seznanjena. Celo politične stranke v Jordaniji, tudi tiste, ki so proti Ameriki in Izraelu, vedo, da imajo Iranci svoj lasten načrt. In na to je treba odgovoriti z neomajnim in trdnim stališčem. Nacionalističnim, ki bo zavračal kakršnokoli vpletenost v vojno, razen če je obrambna. Tako se bo Jordanija izogibala kakršnemukoli vmešavanju v to vojno. A ko gre za jordansko suverenost, so zagotovo vsi enotnega mnenja. Vsi so na strani jordanske vojske, ki brani državo pred iranskimi napadi. Prav, Bašar, najlepša hvala, da ste se nam pridružili. Hvala.